Torej, v veliko čast in privilegij nam je, da po 24 letih lahko ponovno doniramo jelko s Kočevske. To jemljemo kot veliko diplomatsko zmago, hkrati pa kot tudi zaupanje naši državi in Kočevski, da smo dobili takšno priložnost. Ni enostavno najti tako visoko drevo, ki ima res lepo krošnjo in enakomerno raslo vse skozi vso svojo dobo. Veseli smo, da je del te zgodbe vesoljne cerkve tudi smreka iz naše župnije, smreka iz Kočevske, ki bo krasila trg Svetega Petra. Spoštovane in spoštovani, odločitev, katero okrasje bomo obesili na veliko smreko na Petrovem trgu, pravzaprav ni bila težka. Treba je bilo uporabiti naravno gradivo, kar je seveda nujnost v sodobnem svetu, ko nas z vseh strani obdaja plastika in druga neprimerna gradiva. In drugič, treba je graditi iz značilne božične simbolike. Letos sem predlagal, da je velika smreka okrašena z zvezdami repaticami. Vemo, da je repatica, karkoli je že bila, a je bil komet ali ne, kazala trem kraljem, trem modrim pot do mesta Kristusovega rojstva. Vendar smo to repatico nekoliko, bi rekel, poslovenili in sicer na mesto zvezdastega dela smo dodali značilen ornament, šesterolist. Ornament, ki je zelo naš, ki ga tako rekoč vsak v svojem osnovnošolskem obdobju spozna pri geometriji, ko je treba šestilom to zvezdo narisati. In ornament, seveda, ki pomeni vsaj dvoje. Pomeni na eni strani rastline, rastlinski svet, na drugi strani je pa sončev simbol, ker na vse zadnje vsako leto za Božič na novo zasije svetloba s Kristusovim rojstvom in seveda ta simbol je v slovenski kulturi in kulturni dediščini zelo močno prisoten. Pogostokrat so ga uporabljali za ornamentacijo na vratih, na vratnih krilih, na skrinjah, na orodju, na nečkah, recimo, se pravi teh kadunjah lesenih, ki so pogostokrat nadomeščale zibelko za novorojenca in tako naprej. Skratka, simbol, ki smo ga utkali v celovito podobo te zvezde repatice in mislim, da bo zelo dostojno simboliziral deželo, iz katere prihaja letošnja smreka. Živijo in prav en lep pozdrav iz sončnega obsijanega trga Svetega Petra v Vatikanu. Takole v ozadju že lahko vidite, kako naša kočevska lepotica dobiva svoje mesto, kako se fantje od jutra trudijo, da jo postavijo, da jo vso razpnejo in da zasije vsem svojem sijaju. Res smo izbrali zelo lepo smreko,
pravilno, vejnato dotav, ozko piramidalno in v vsej svoji lepoti bo krasila trg svetega Petra za te božične trenutke. Božično drevo na trgu svetega Petra je začel s to tradicijo postavljanja pokojni papež Janez Pavel II. Daljnega leta 1982 in od takrat naprej vsako leto posamezne države darujejo smreko. Letos je Slovenijo doletela ta čast drugič. Prvič smo jo postavili leta 1996, sedaj jo postavljamo v tem posebnem letu 2020. Res bo posebno leto, zaradi korona situacije so vsi ukrepi tukaj strogo varovani, nadzorovani, mesto je dobesedno prazno. Pa nič ne de. Smreka s svojo sporočilno vrednostjo ob tem koncu leta, s to svojo pozitivnostjo simbolizira nove začetke, boljše čase, lepše čase, bolj zdrave čase. In prav za vse nas je to obdobje eno obdobje preizkušnje in prazniki, ki se bližajo, nam bojo zagotovo vlili nekega novega optimizma, poguma za nove zmage v prihodnjem letu. Slovenci se bomo potrudili, se bomo pokazali v vsej svoji veličini, znamo, zmoremo, lepo bomo okrasili in res v tem posebnem letu tudi na en svojstven način zaznamovali to medgeneracijsko solidarnost, povezanost različnih generacij, ki so izdelovali okrasje za tukaj dol, in Slovenija bo dober mesec, mesec in pol na glavnih naslovnicah časopisov, e-portalov in tako naprej, in zagotovo so sredstva vložena v to promocijo, se bodo dvakratno ali še več tudi povrnila. Se pravi, praznike bomo pričakali vzneseno, s hvaležnostjo, z optimizmom, upanjem, in to bo tudi ta smreka, ki smo jo Slovenci podarili, tukaj v večnem mestu simbolizirala. Srečno in se pišemo in poslušamo. Čau!